še pa. Pozdravljeni! Nova epizoda Testure me je pripeljala v samo srce Koroške. Nahajam se namreč v Ravnah na Koroškem, ki ležijo v spodnji Mežiški dolini in veljajo za najbolj poseljen del Koroške. To je sicer mesto železarjev, jeklenih skulptur forme vive ter bogatega knjižnega fonda, seveda pa so Ravne že desetletja znano športno središče Koroške, saj je v 60. letih prejšnjega stoletja železarna z načrtnimi vlaganji v športni standard zagotovila temelje za gradnjo športnega parka. In točno tukaj sem sedaj, v športnem centru Ravne, ki domačim športnikom in širši športni javnosti skozi celo leto nudi veliko možnosti za migati. V obsegu 500 metrov imate na razpolago vse, kar rabite za kvalitetno športno dogodivščino, in sicer Grajski park Ravne, mestno kopališče z olimpijskim bazenom, atletski stadion, generalštab Zavoda za kulturo, šport in turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, kaj lahko še daljš, doživljavski park Poseka, smučišče Poseka z zasnežitvijo in razsvetljavo in pa navsezadnje tist, zaradi katerega smo klele kot mountain bike kanal, Bike Park Poseka. Bike Park Poseko so odprli leta 2018 in ga pred 2 leti kot prvi v Sloveniji nadgradili s sistemom predelave vlečnice. Gre za sistem Easy Loop in omogoča uporabo vlečnice tudi polet. Sidra namreč zamenjajo z nastavki, ki na kolesu oprimajo oporo krmila, in moram reči, da je to en res lušten in preprost način transporta na hrib. Se mi zdi pa vreden poudariti, da to ni pridobitna dejavnost. S parkom upravlja Zavod ZKSTM v sodelovanju z lokalno MTB skupnostjo. To pa pomeni, da vse te proge okrog šejpa ekipa lokalnih MTB prostovoljcev. In ker se valjda te proge uporabljajo tudi v času izven obratovalnih ur, so uvedli tudi letno vinjeto, ki se imenuje Bicikel pasoš. Stane 15 €, kupaš še pa od spodaj v hiši Poseka oziroma v zimskem bazenu, ko park ne obratuje, tako da dajte podpreti modele, da lahko kaj takega živi. Kot smo že povedali, Bike Park Poseka ponuja kar 5 različnih trailerjev in vsak od njih je na svoj način krasen in poseben. Začeli bomo kar z enduro bavčijom. Gre za 1 kilometer dolg trail naravne sorte z razgibanim terenom, ki poteka v gozdu ob vlečnici. Vsebuje krasno zemljo, korenine, naravne zavoje, bande in ima par strmih odsekov. Označena je sicer kot zahtevnejša, ampak jaz mislim, da če imaš vsaj malo kolesarskega predznanja, ne boš imel problemov. Drugi na seznamu je seveda Bica Single Track. Bica Single Track je že za tiste, ki nekaj znajo, predvsem obvladovanje strmine. Začne se po isti trasi kot enduro bavči, nato pa v gozdu se odcepi levo. Je malo bolj počasna, zavita, ozka in temačna, predvsem pa je krasna in naravna, takšna, kot so bile proge nekoč. Tretji na seznamu je Šnel Pepi Flow in kot že samo ime pove, gre za flow trail. Šnel Pepi naj bi bil pa lokalni posebnež, ki se je zelo hitro premikal. Letos je Šnel Pepi doživel totalno prenovo, ko se je Korošci zaupali kar priznanim graditeljem Bad Crew. Dolg je 1,6 km in je speljan po odprtem travniškem pobočju. Proga je zelo široka, relativno nezahtevna, primerna je pa čisto za vse, od otrok in kolesarjem z osnovnim skilom do izkušenih jebcev, ki si upajo leteti. Bande, skoki, grbine, to je ta modern stil. In že smo pri 4. progi, ta pa se imenuje Divja Jaga DH in ta je namenjena spustašom. Na 1 kilometru dobiš vse, kar potrebuješ za kvaliteten trening spusta, hitre odseke, strme in tehnične dele, zaprte zavoje in seveda zvrhan pehar korenin. Tako, kar se za DH spodob. Predlagam pa, da se v tole progo spustite tisti, ki imate majčkeno več kolesarskega predznanja. 5. in zadnji poligon pa je tale pump track, ki se nahaja pri vznožju Bike Parka Poseke, pri štadionu z umetno travo in služi kot krasno ogrevanje, preden se ti odpravaš gor na te prave traile. Na vrhu smo pozabili še povedati, da je še Skills Park, vsebuje 2 lesena dropa in pa eno tako leseno lojtrico za ravnotežje, tudi vrhunska zadeva za ogret, preden greš furat! Za vse, ki bi pa radi do vrha tudi malo prebrcali, imajo pa domačini pot, ki pravijo oku na oku. Upam, da sem prav povedal. Gre za 3,5 km dolgo, delno asfaltno, delno makadamsko pot, ki te pripelje do vrha Bike Parka Poseke. Ni toliko prometna, uporablja pa se ponovadi takrat, kadar vlečnica ne deluje. Tako da dajmo res podpreti ekipo šejparjev in kupiti Bicikel pasoš. Mamo.
Dan počasi prehaja v noč in čas je za mojo zaključno misel. Lahko rečem kar direkt en velik poklon koroški ekipi za tako lično in premišljeno infrastrukturo. Jaz priznam, da sem zelo užival, osebno pa mi je bila najboljša divja jaga deha. Starejši, ko sem, bolj se mi dopadajo te naravne single z nekim flovom, koreninami, med borovničkami, lom. To je life. Valjda ne bom pograjal ostalih trailov, vse je top. Tudi ta velika flow linija, ki so jo naredili pri Batcrew, da se ne bo kdo strašil, Batcrew gradi samo 10-metrske jumpe z gapi, ne. Full luštna linija, lahko je spele čisto vsak, za celo familijo primerna je pa tudi za tiste z malo več znanja, ker so ob straneh pustili takele majhne lipe, da lahko drinaš tudi čez 4 kucle in v bistvu kar naenkrat nanese 10-12 metrov dolžine. Tako da in za proje, in za začetnike. Cel bike park Poseka in v bistvu tale center Ravne, športni center Ravne je primeren v bistvu za vse, za familijo, krasna zadeva. Mama bo športala, foter bo nabil fuzbal s kolegi, tam malo se vozil klele po Poseki, čist hudo za vse, priporočam. Če misliš, da nisem povedal vseh informacij, mi gaš lahko preveriti na bikeparkposeka.si oziroma res, ampak res vse zveš na strani zkstm.si. Napiši v komentar kakšno spodbudno besedo za Korošce, ki se res trudijo, dejansko imajo na tej koncu neverjetne traile in Koroška daje en velik štempelj na slovensko MTB sceno. Napiši v komentar, kaj si misliš o parku, napiši v komentar, če si že bil, ne pozabi pa lajkati, šerati in se naročiti na moj kanal, če se nisi. Se vidimo v naslednji epizodi. Čau!